V zadnjem času je veliko govora o prehranskih dodatkih. Da bi vam lahko odgovorili na nekatera vprašanja, smo za pomoč poprosili gospo Ano Mikuš. Veliko nutrientov, torej vitaminov in mineralov ter zdravilnih zelišč dokazano preprečuje oziroma lajša določena bolezenska stanja. Kar nekaj raziskav je že dokazalo, da je večina bolezni ozdravljivih z zdravljenjem zdravilnimi zelišči, pa tudi nutrienti, torej vitamini in minerali. Prehranska dopolnila so pravzaprav živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano posameznika. So koncentrirani viri posameznih vitaminov, mineralov, kombiniranih z določenimi hranili oziroma tudi drugimi snovmi, ki z nekim fiziološkim učinkom učinkujejo blagodejno na naše telo. Kakšna pa je problematika prehranskih dopolnil? Torej v Sloveniji, po celotni Evropi in recimo tudi v Ameriki so prehranska dopolnila zasnovana na podlagi PDV-ja. PDV pomeni priporočljiv dnevni vnos. Žal pa ta priporočljiv dnevni vnos, ki je ponavadi na ovojnini izdelka, nima nobene povezave z optimalnim vnosom nutrientov, torej vitaminov in mineralov. Pravzaprav je bil ta PDV ustvarjen za odpravljanje bolezni, ki že dolgo let več niso težava, na primer v Sloveniji. To so bolezni, kakor so skorbut, rahitis in tako naprej. To pa pravzaprav ni priporočilo, po katerem bi se morali ravnati. Večina vitaminov in mineralov dokazano namreč pripomore k prevenciji rakavih obolenj, srčnih obolenj, k prevenciji diabetesa, artritisa in to so te bolezni moderne civilizacijske dobe, ki bi jih morali vzeti v obzir, kadar govorimo o PDV-jih. Študija, ki je bila na primer opravljena pred leti, dokazuje, da dodatki z vitaminom E zmanjšujejo možnost srčnega obolenja za kar 40%. In če vzamemo v obzir, da so bolezni srca številka 1, za katerimi umiramo v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi, je to za nas zagotovo pomembna študija. PDV Evropske unije za vitamin E je 12 mg. Toliko velja tudi za Slovenijo. Ampak kakšen je pa ta minimalen vnos, za katerega je ta raziskava oziroma študija dokazala, da deluje preventivno za srčno kardiovaskularna obolenja? Ta minimalen dnevni vnos je pa 67 mg. Kaj pa se dogaja pri absorpciji vitaminov in mineralov pri prehranskih dopolnilih? Moramo vedeti, da vsak izmed nas ima popolnoma drugačno fiziološko in biokemično okolje. Obsojeni smo na telo, ki ga imamo, in problem nastane pravzaprav takrat, kadar telo ne prepozna oziroma ne more v celoti izkoristiti sintetičnih vitaminov in mineralov. Zato je morda pametno oziroma smotrno se poslužiti pripravkov, ki bazirajo na določenih zdravilnih rastlinah, ki delujejo kakor baza dodanim sintetičnim vitaminom in mineralom. Na tak način telo bistveno lažje opravi to kompleksno in zakomplicirano pot vitamina in minerale, da se na pravilen način prerazporedi, absorbira, utilizira v telesu in da ga telo prepozna in ga zna tudi izkoristiti. Pa bi za konec zaupali še to, kateri pa so tisti najnovejši trendi v prehranskih dopolnilih. Predvsem na področju Velike Britanije, ki velja pravzaprav za pionirja med postavljanjem trendom v tej kategoriji izdelkov, torej med prehranskimi izdelki, prehranskimi dopolnili, opažamo porast trenda pripravkov, ki bazirajo na naravnih učinkovinah, na naravnih zdravilnih rastlinah.